Prinašaj svetu svetlo luč, ki naj zasveti obupanim pomoč. Varno vodi nam korake skozi noč. Daj zaupaj človek, v Jezusu je moč. Upaj van, naj bo tvoj pristan. Stopaj z njim, saj je Božji sin. On trka na srce, stopi tam, kjer zaupa človek v življenju van. Odrešenik, odpiram ti srce, moje roke na tvoje bodo le. On trka na srce, stopi tam, kjer zaupa človek v življenju van. On trka na srce, stopi tam, kjer zaupa človek v življenju van. Spoštovani prijatelji, prav prisrčno pozdravljeni v naši domači oddaji Pot poti. Danes bomo predstavili župnijo Postojna, predstavljena bo župnik Ervin. Začel bi pa s tole mislijo, ljubezen ni čudež. Ljubezen pa lahko dela čudeže. Bog daj in dobrodošli v naši domači oddaji Pot poti. Bog daj, sem vam in sem gledalcem. Prosim, če se našim gledalcem v oddaji Pot poti na kratko predstavite, kako vas je pot pripeljala do tega lepega duhovniškega poklica? Ja, zanimivo je, da sem rojen tukaj v bližini, v porodnišnici v Postojni. Praktično sem domačin. Pred 20 leti sem bil posvečen v duhovnika. Bil sem posvečen v Kopru. Odločitev za duhovništvo, moja odločitev za duhovništvo je bila pa malo tako čudna, kajti moj ata je bil takrat policaj oziroma miličnik, tako da je bila moja odločitev popolnoma samostojna, jasna, odločna in sem mogel biti kar močan, da sem vzdržal vse te pritiske, ki so se zaradi tega vršili preko mene in preko tudi drugih sorodnikov, bratov, prijateljev, znancev. V gimnazijo sem hodil tukaj v Postojni in šele po končani gimnaziji sem se jaz odločil, da bi pa si izbral pa ta poklic, duhovniški poklic. In to je prišla odločitev čisto preprosto, na poti od doma do župnijske cerkve v Hrenovicah, ker sem doma iz Hrenovic, je bil pač vedno postavljen en križ, ki je bil pa v zelo revnem stanju. In za ta križ so vedno skrbeli duhovniki iz tega področja. No in mi je pribliskala misel, vidiš, če bi bil duhovnik, bi pa ti poskrbel za ta križ. No in na osnovi tega sem se potem kar odločil, napisal škofu, takrat je bil še gospod škof Jenko, napisal pismo, sem mu povedal, kdo sem, kakšen sem, in zelo zanimivo, da me je takoj sprejel samo na osnovi tega pisma, ki sem ga napisal. Jaz sem potem pričakal pismo noša, ki mi je prinesel ta odgovor, v katerem je pisal, da pa moram le do župnika, da mi bo da bo mora dati mnenje. No in župnik je bil čisto presenečen, ker ni pričakoval moje odločitve, ampak no, potem sva šla domov in prepričala najprej mamo, potem še ata, čeprav ata je bil z začetka
zelo nasproten tej moje odločitvi, ampak vedno sem se držal tega, če človek opravlja določen poklic z veseljem, to nujno se odraža tudi drugod in v okolju, v katerem živi. In tako je tudi Adam sprejel mojo odločitev in moj poklic. Tako da mislim, da sem rad to, kar sem, in da to znam tudi pokazati in z veseljem pokazati. Sedaj vas bom pa gospod župnik prosil, za kakšen je pravzaprav utrip župnije Postojna. Tukaj ste tudi župnik in dekan. Komu je cerkev posvečena, pa vam prepuščam besedo. No tako, župnija Postojna je kar velika župnija, šteje približno do 10.000 ljudi, je izredno veliko priseljencev, kajti tukaj je pač mesto, ki je zelo blizu Ljubljane, povezave so zelo ugodne. In jaz pravim veliko, ker da župnija Postojna postaja tako imenovano spalno naselje, predmestje Ljubljane, tako da tukaj je izredno veliko priseljevanja, tako strani koprške strani, zidarske strani, z ljubljanske strani, ker so stanovanja še bolj ugodna. No, v župniji je precej močna skupnost tudi pravoslavnih bratov in sester in precej močna skupnost muslimanov, tako da imajo tudi svojo molilnico, ampak moram reči, da z vsemi sodelujemo vsaj v takem prizadevanju za stvari, ki so skupne, recimo z muslimanimi, za mir, pravičnost in z drugimi pa sploh veliko pravoslavnih prihaja tudi k našim mašam, k našemu bogoslužju, če se ne morejo udeležiti svojega. Tako da je tako. Cerkev je posvečena svetemu Štefanu, to je prvemu mučencu, zato pa zaradi tega, ker je bilo v zgodovini tukaj izredno razvito furmanstvo. Tukaj mimo je šla tudi tako imenovana jamborna cesta, ko so vozili jambore v pristanišče v Trst, tudi rimska cesta. Vsekakor kraj je na prepihu, kakor radi rečemo Postojnci, in se to pozna in odraža tudi v naravi človeka. Približno katoličanov je od 6.500 do 7.000, drugače je pa tukaj izredno mlada župnija, ravno zaradi priseljencev. Tako da recimo pri verouku imamo okrog 500 otrok, tudi nedeljnikov je okoli 1600-1700 nedeljnikov, tako da je kar precej tak živa župnija. Imamo 2 osnovni šoli in zato se tudi pri verouku se to kar pozna, da je toliko tudi otrok. In usklajevati treba tudi verouk na osnovi vseh teh 2 osnovnih šol. Mislim, da je to ena tudi redkih župnij, kjer se število otrok in sploh število ne manjša, ampak raste. Ravno zaradi tega, ker se gradi izredno veliko stanovanj in v bistvu lahko rečemo, da je tudi kraj naklonjen mladim družinam in zaradi tega je tudi, lahko rečemo, da je župnija zelo mlada. Morda katere laične skupine še imate, če še imate kakšno podružnico cerkvo? Ja, podružnic imamo kar nekaj, tako da je recimo v Zagonu imamo podružnice cerkev Svete Nordburge in razvaline cerkve Svetega Jerneja, navadno, ki je zunaj Zagona, navadno pa vedno slavimo še iz zgodovine Svetega Jerneja. Sveta Nordburga pa je zavetnica za poljedelce in to seveda je bil kraj, ta vas, Zagon,
je bil izrazito kmetijsko obarvan kraj in zaradi tega ima tudi to tako zavetnico. Potem v Otoku, Velikem Otoku, imamo kar dve cerkvi, tako je cerkev Svete Katarine, Aleksandrijske in cerkev Svetega Andreja, ki je pa v gozdu nad Velikim Otokom, bi rekel človek, nad Postojnsko jamo in ima freske, ki jih datirajo približno v čas hrastoveljskih fresk, ki pa še niso odkrite, tako da tudi je cerkev tako zavarovana, da je kar težko pogledati te freske razen s predhodno najavo. No, potem imamo v Malem Otoku cerkev Svete Elizabete Ogrske, potem v Zalogu je cerkev Svetega Danijela, ki je znana predvsem po bližini papeževega obiska Janeza Pavla II. In zraven cerkve je tudi tako imenovan znameniti križ, ki je stal tudi na prizorišču leta 1996, ko je prišel papeža svoj rojstni dan in praznoval svoj rojstni dan z mladimi tukaj v Postojni. V tej cerkvi je tudi zelo zanimivost, da je eden še najstarejših delujočih zvonov v Sloveniji iz leta 1376, ki je bil lit takrat. No, zanimivo je tudi to, da je tudi prav poseben misal, ki ga hranijo pa v Narodni univerzitetni knjižnici, kjer ima prav glede Svetega Danijela, praznika Svetega Danijela in navadno se praznuje Sveti Danijel 21. julija, ker to je prerok, pri nas pa praznujemo vedno še po starem koledarju in je komaj praznik septembra, 13. septembra. No, potem je še cerkev Svetega Antona Padovanskega v Stari vasi in pokopališka cerkev Svetega Lazarja. Verjetno so tisti spomini na papežev obisk ostali še vedno v spominu, ne? Ja, papežev obisk je tukaj, se vedno spominjamo vsako leto, z različnimi prireditvami. Mladi navadno pripravijo ali recital s papeževimi besedami, govori in tako naprej, ne? No, v župniji imamo pa precej veliko skupin, tako da imamo, recimo, bom zdaj kar naštel, določene skupine, dve šoli, tako imenovani šoli za zakon, ki jih jaz pa ne imenujem šole za zakon, ampak jih imenujemo kar skupine parov v spoznavanju, mlajšo in starejšo. To naj bi v 3 letih prišlo do odločitve, da sklenijo zakon. Potem imamo 2 zakonski skupini, ki so prav župnijske. Drugače pa še veliko zakoncev se udejstvuje tudi v drugih zakonskih skupinah, kjer se srečuje tudi po domovih in so tako imenovane medžupnijske. Ampak 2 imamo prav župnijski. Potem imamo zanimivost, da je svetopisemsko skupino, ki nepretrgoma traja več kakor 20 let, tako da je to že taka zanimivost. No, potem imamo kar 5 mladinskih skupin, tako da mladi so kar angažirani. Potem imamo Nikodemova srečanja, to so večinoma izobraženci, profesori srednješolskega centra, pa tudi drugi, ki se srečujejo tudi ob Svetem pismu. Pa se mi zdi, da smo skoraj edini, ki imamo skupino za ovdovele, kaj ti ovdoveli so najbolj taki sami, zapostavljeni in do te skupine je prišel čisto spontano, ko smo bili na nekem romanju in so mi rekli ti, ki so ovdoveli, so rekli, ja, za vse imate skupine, za nas pa se nihče ne zanima. No in tako je prišlo tudi do
te skupine, ki se redno srečuje enkrat mesečno in obravnava določene teme. No, potem tukaj imamo tudi skupino tako imenovani gondolierji. Gondolierji so že katehumeni, ki so prejeli sveti krst že pred leti, tako da se z njimi srečujemo že 3., 4. leto z nekaterimi in tako se vedno novi katehumeni, ki prejmejo krst, pridružujejo tej skupini in na tak način tudi še poglabljamo zakramente, ki so jih prejeli, vero, tako da tudi to je taka prijetna skupina. Potem imamo tudi skupina za bogoslužje, ki skrbi za praznike, pa sploh za ureditev bogoslužja. To je skupina pri Župnijskem pastoralnem svetu. Predvsem močna skupina je tudi skupina Caritas, kajti tukaj je izredno število teh mladih družin in stiske so vedno večje, vedno več, tako da je približno 100 družin. Za 100 družin naš Caritas vsak mesec poskrbi, ki so socialno ogrožene in s hrano in z raznimi svetovanji in vsekakor pomoč na kakršenkoli način. No, pa še skupina strežnikov bi moral povedati, ker imamo strežniki tako vseh vrst strežnikov, od poročenih mož do osnovnošolskih strežnikov in vedno strežijo, oziroma ministrantov, vedno strežijo ob določenem času. Ponosen sem, no, da so tako imenovani in študentje, in dijaki, in osnovnošolci, in tudi poročeni možje, tako mlajši kot tudi starejši. Potem precej močna skupina so tudi skavti, jih je okoli 75, tako da tudi na tem področju poskušamo zajeti čim več. V Župniji imamo tudi katoliško društvo mladih, ki se imenuje Bakla, v sklopu katerega delujejo razne sekcije, tako imenovane pevske sekcije, kjer so kar 3 zbori mladih, tako da je mešani mladinski zbor, potem dekliški zbor in tudi fantovski zbor. Potem imamo tudi dramsko sekcijo, ki pripravlja razne kulturne prireditve, praznike, pa tudi recimo so uprizorili pasijon ali pa kakšno drugo igro. Skratka, poskušamo zajeti in tudi športna sekcija, poskušamo zajeti mlade v vseh segmentih njihovega življenja, tako praznovanja, razvedrila, zabave, kot liturgije in sploh župnije. Zelo lepo, čudovito. Ob tej priložnosti bi želel, predvsej pisem sem prejel vaših vernikov, ker se vam želijo tudi javno zahvaliti, da tako lepo povezujete in družine in otroke, pravzaprav v celoti eno z drugim, res poklone. Ja, mislim, tako je, ne, da pri nas je že tukaj zdaj že kar prišla navada, kar sem tako zelo vesel, da prihajajo k sveti maši družine skupaj in tudi že z majhnimi otroki. Dobro, nekateri začetka je bilo to strašno hudo, ker otrok pač ne more biti 1 uro pri miru, ne? Ampak gotovo je, da pomemben zgled, zato jaz želim, da prihajajo družine skupaj. Še vedno se starši lahko umaknejo ven, če so otroci preveč nemirni, ampak potem pride nazaj v cerkev, da ne bo otrok izsiljeval. No in tu poskušam in moram reči, da je kar veliko takih družin, ki zdaj že skupaj pridejo k sveti maši, tudi skupaj sedijo in tako sploh ni problema, potem ne z disciplino, ne z mirom v cerkvi, ker otrok vedno posnema to, kar vidi pri svojih starših. No. Morda pravimo, da še za naše mlajše gledalce,
povemo, kaj pravzaprav beseda dekan pomeni in kako je pravzaprav ta vaša dekanija razdeljena? No, tako je, dekanija je, že pride besede dekanus, to pomeni 10 župnij, naj bi bilo 10 župnij, čeprav zdaj so dekanije že tako velike, da imajo tudi več župnij. V bistvu gre za usklajevanje, dekan naj bi usklajeval pastoralno delo, se pravi življenje v posameznih župnijah na določenem področju. Se pravi, da imamo skupna pravila, skupne norme, kar se tiče podeljevanja sakramentov ali pa kakršnihkoli povezovalnih del. No, pri tem dekanu pomaga dekanijski pastoralni svet, ki je pri nas tudi tako zelo dober in zelo dobro sodeluje in tudi načrtuje delo, tako da smo v dekaniji veliko takih skupnih stvari izpeljemo. Tako da recimo v letu družine smo izpeljali tako imenovano praznovanje družin, družinski križev pot, potem natečaj Moja družina, kjer so se prijavljali tako družine kot otroci, mladi, pač vsak na svoj način in tako v letu Svetega pisma tudi različne dejavnosti, ki jih povezujemo in usklajujemo. No, naša dekanija meji, recimo Postojna je zadnja župnija tukaj, do Planine, Planina je že druga dekanija, potem je Studenega, Razdrto oziroma Ubelsko, ki meji na Senožeče, potem do Zagorja pri Knežaku, tako da vse te dele, 14 župnij obsega naša dekanija. Poznamo vas tudi pri pomoči v dijaškem domu v Vipavi, veliko ste se angažirali in prav je, da tudi o tem nekaj rečemo. Ja, mislim, da tu mora biti tako angažiranje celotne primorske cerkve, zakaj, ker je v bistvu dijaška srednja šola v Vipavi, pa škofijska gimnazija in dom je v bistvu nastal izključno iz prostovoljnih prispevkov naših vernikov, kajti mi smo se odločili pač, da bomo zgradili to ravno zaradi mladih, in da bi bili prisotni iz cele škofije. In z cele škofije so pa lahko prisotni ravno tudi, če imamo tudi dom, ker se ne morejo vsi voziti. In gotovo je to potrebno pač animirati, spodbujati ljudi, da darujejo za škofijsko gimnazijo. Jaz sem prepričan, da je izobrazba in posebno pa vzdušje, ki vlada na gimnaziji, izredno pomembno in da vzgaja mlade k samostojnemu razmišljanju, k moralnim vrednotam in zaradi tega je pač to potrebno spodbujati in graditi na tak način tudi take skupnosti. Res zelo lepo. Velikokrat slišimo, da pravzaprav po Mariji lažje pridemo k Jezusu. Kako vi vidite Lourdes? Ja, no, zdaj je 150-letnica prikazovanja Lourda, se pravi Marije v Lourdu, Bernardki, in zaradi tega je to tudi tako imenovano jubilejno leto, zato tudi kot župnija poromamo zdaj smo poromali dekanijski duhovniki. Vsekakor vidim, zame je izrednega pomena to, da je izredno veliko molitve, spovedi, potem izredno veliko vere, izredno veliko češčenja Evharistije, in to se mi zdi, da je osnova zame in osnova vsakega življenja. Zaradi tega se mi zdi Lourdes izredno pomemben. Saj ni nujno, da mora človek ravno v Lourdes poromati, vse to lahko dela tudi doma, ampak na takem milostnem kraju,
vse to pride bolj do izraza. Vse to češčenje Jezusa pod podobo kruha, kar se mi zdi nekaj največ, kar je možno. Vsekakor si človek mora tudi ne samo za fizično telo, da se odpočine, tudi je nekaj treba tudi za duhovno biti. Tako, ja. Imate zelo duhovne pridike, če povzamemo, so zelo lepe, prijetne in so tudi na vaši spletni strani. Ja, na pridige je tako. Na pridige se je treba pripravljati, no in se začnem pripravljati zelo zgodaj. Čeprav je tako, včasih se pripravljaš, pa ne doživiš takšnega odmeva. Drugič, morda se pripravljaš malo manj, pa ljudi bolj zagrabi, ker se mi zdi, da je odvisno, pridige so odvisne od ljudi, ki poslušajo, od tudi tvojega razpoloženja. Bistveno pa se mi zdi, da v bistvu govoriš najprej sam zase, samemu sebi in šele to lahko potem govoriš tudi drugim. To je ena stvar. Druga stvar, vedno pravim, da je potrebno izredno dosti študirati, brati, tako da vsaj jaz si vedno zadam, da vsak teden preberem vsaj eno knjigo, tako duhovno knjigo s poročilom in se mi zdi, da je to zelo pomembno, kajti človek mora od nekje tudi zajemati. Vsekakor najbolj pač mora človek zajemati iz Svetega pisma, premišljevati Božjo besedo. Velikokrat si jaz pišem, kar premišljujem ob Svetem pismu. In to mi pride vedno prav, kadar napišem pa vsako pridigo, vedno. Kaj naj pravzaprav kristjanu pomeni križ, ki ga tudi vidimo na malih zaslonih? Ja, lahko rečem, da sam sem bil kar precej zaznamovan s križem, kajti sem bil izredno dosti bolan. Tudi po čudežu, lahko rečem, sem ostal živ, ko sem padal v prepad 13 metrov in ostal živ. Zato o križu zelo dosti razmišljam in zelo dosti poskušam razložiti tudi ljudem. Zame je pomembna misel ta, da vsak človek doživi v svojem življenju svoj lastni križ in njemu je ta križ največji, najtežji, najpomembnejši. Pomembno je, da ga ne prenaša sam, da ga pridružuje s Kristusom, da ga združuje s Kristusom in ko to človek razume, sprejme trpljenje in potem je lahko tudi v trpljenju vesel in ga združuje z veseljem in tako da ravno jaz sem dosti doživljal v bolnici, da so prihajali k meni, pa so rekli, pa kako ste lahko tako vesel. Ampak ko ti enkrat sprejmeš križ, z njim živiš, si lahko kljub trpljenju, kljub križu vesel, pomirjen, srečen. Kaj ti ta križ ne nosiš sam, ampak je Kristus s tabo. Kako vi vidite današnjo mladino, oziroma da jo znaste tako tudi razumeti? Ja, zelo zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da vse prevečkrat nad našimi mladimi nergamo, smo nezadovoljni. Mislim, da jim je potrebno pokazati, da so dragoceni, da jih imamo radi in kar se mi zdi najpomembnejše, da si vzamemo čas zanje, da smo z njimi, da jih poslušamo. Dobro, to zahteva gotovo ogromno časa, ampak se vedno obrestuje. In sam sem prepričan, da so mladi tudi danes zelo dobri in lahko dajo izredno veliko. Tudi cerkvi na Slovenskem, tudi v župniji in tudi tebi kot duhovniku.
In če pristopaš s takim pristopom do mladih, bodo tudi vedno bili in pri tebi in s tabo in bodo tudi vedno prisotni. Zato nimam problema. Jaz nimam problema, da bi bil nad njimi razočaran. Se lahko si kdaj, ampak vedno moraš gledati te svetle plati in te svetle plati privabijo potem tudi druge mlade, da so radi skupaj, da se radi združujejo. Kajti, če bomo zmeri mladim samo žugali, kaj ne delajo prav, kako ne delajo prav, se ne bodo nikoli spremenili. Človek se spremeni takrat, kadar ti začneš poudarjati njegove pozitivne vrednote, pozitivne stvari in takrat začne človek, tudi mlad človek, premišljati, poglej, to je pa res in se tako tudi spremeni. To ste zelo lepo povedali. Kaj naj pomeni sveta družina? Smo ji lahko podobni, so nam sakramenti lahko pomoč v tem času življenja in tudi ta prizadevanje vašo se tudi vidi po vaših župlanih, ki ko pridejo v cerkev, prav čutijo, ne vsi, ampak večina čutijo tisti, da so to v Božjem svetišču, tisti poklek in tako naprej. To je zelo pohvalno in Bog daj, da bi še tega bilo več. Ja, to vsekakor. Jaz mislim tako, jaz dostikrat govorim, da v bistvu sveta družina je zelo pomembna. Ampak danes se mi zdi največji problem ravno odsotnost očetov iz družin oziroma mož iz zakonov. Zato se trudim predvsem zato, da bi bili očetje in možje prisotni. Tako da velikokrat ali pa dostikrat jaz naredim posebno srečanje samo za može, samo za očete, prav s tem namenom, da jim lahko spregovoriš, kakšna je njihova vloga, da v bistvu je to nenadomestljiva vloga. In velikokrat, ko se pogovarjam s profesorji pa z učitelji, me sprašujejo, kako imate možje pa očete, da pridijo na srečanja. Tako, ja, ravno s tem posebnim vabilom, ker jaz sem prepričan, otrok potrebuje oba, tako mater kot očeta. Tudi če pride do trenutka, ko družina ni skupaj, ampak oče je še vedno oče in oče je še vedno dolžan poskrbeti za svojega otroka. In zato poskušam, ne glede na to, ali so ločeni, ali živijo z družino, poskušam vedno dobiti tudi te očete, da so prisotni pri otroku. Kajti mi pravimo, otrok posluša, mater, očeta pa gleda s srcem. In je to zelo pomembno. In oče lahko da take vrednote, kot so odgovornost, velikodušnost, trdnost, jasnost. In zaradi tega poskušam to družinsko življenje kar poudarjati in združevati in da skrbijo za versko vzgojo, tako tudi očetje. Tako da tudi v pripravi, tako na prvo sveto obhajilo, kot na birmo, imajo tako očetje kot matere izredno pomembno vlogo. Tako da pri meni imajo pripravo vedno skupaj, starši in otroci. Nikoli niso izločeni, da bi bila priprava samo za otroke, ampak vedno skupaj. Morda bi oddajo zaključila s kakšno duhovno mislijo na svetom, povabilo k sveti maši, kdaj so svete maše. No, mislim, tukaj imamo kar veliko svetih maš, ker cerkev pač ni velika, tako da imamo svete maše, imamo že zjutraj, prva sveta maša je zjutraj ob 7 uri. Ta je predvsem zaradi vseh tistih, ki recimo delajo v gostinstvu, v turizmu in tako da gredo lahko k sveti maši, preden gredo na delo in se to pozna, to je v bistvu edina sveta maša, ki je tako zgodaj na tem področju in k tej maši
pridijo res tisti, ki kasneje ne morejo. No, potem je tako imenovana otroška sveta maša ali pa mladinska sveta maša, kjer pridijo pol 9, kjer pridijo otroci in tudi sodelujejo otroci. No, razmišljamo zdaj, da bi to sveto mašo naredili bolj pozno, ker se je čist spremenilo, ne, mestno življenje, da ljudje ostanejo bolj pozno, kot navadno. No, potem je župnijska sveta maša, vedno ob 10. uri. No, potem imamo pa še sveto mašo navadno zvečer, ob 7. v poletnem času, ob 6. v zimskem času, pri kateri pa sodelujejo vedno mladi. In velikokrat se sprašujejo ljudje, kako da je toliko mladih pri tej sveti maši. No, pri tej sveti maši vedno pojejo in sodelujejo tudi mladi, tako da je kar tako prijetno mladinsko razpoloženje. Včasih pa izredno tudi zahtevam, da pa je ljudsko petje, da se ljudje tudi navadijo, tudi ljudsko, ker Slovenci slavimo ravno po tem ljudskem petju. Vsekakor svetih maš je dovolj, da človek lahko pride in se udeleži daritve in poskušam, no, da bi le v nedeljo prišli. Gospod župnik Ervin, zahvaljujem se vam za pogovor, hvala lepa, spoštovane gledalke in gledalci. Spoznali smo zelo vzorno župnijo Postojna v Škofiji Koper. Kot ste lahko videli, je življenje v župniji zelo živo in razgibano. Rad bi vas povabil še na spletno stran, to je 3x2v.zivilko.com www.živilko.com na ogled njegovih pridig od župnika Ervina in veliko duhovnih vsebin boste najdli na tej spletni strani Živilka. V svojem imenu in v imenu gledalcem oddaje Pot potim želimo gospodu župniku Ervinu, da ostane še naprej goreč Jezusov duhovnik in vse dobro na njegovi duhovniški poti. Vsekako tudi njegovim župljanom. Hvala tudi vam, gledalci oddaje Pot poti, da sem smel po vašem priporočilu biti gostitelj v prijetni župniji Postojna. Pišite mi še naprej tako pridno na elektronski naslov pot@planet.si. Želim vam še naprej dober sprejem in vam želim vse dobro na vaših življenjskih poteh. Zato, dragi moji prijatelji, ljubite in boste ljubljeni. Nasvidenje iz Postojne, z Bogom. Oznanjaj svetu veselo vest, Gospod nas ljubi, trka na srci, varno vodi nam korake skozi noč. Daj zaupaj človek, v Jezusu je moč. Prinašaj svetu svetlo luč, ki naj zasveti obupanim pomoč. Varno vodi nam korake skozi noč. Daj zaupaj človek, v Jezusu je moč. Upaj van, naj bo tvoj pristan. Stopaj z njim, saj je Božji sin.